Živijo, Tine? Živijo. Kaj bo novega spet? Letos je na nov nekaj ukrepov v VTR-ju, pa sem prišel malo vprašati, kako pa kaj? Kako pa kaj, ja. Letos je v KOPOP-u tale sprememba pri VTR ukrepu, da pač spet se bova mogla odločiti, da bova to operacijo podaljšala. Sicer samo za 1 leto, zato ker drugo leto se začenja ta nova kampanja in bojo kmetje vstopali na novo noter. Res pa je, da če bi kdo želel letos na novo vstopiti, lahko vstop, ampak obveznost samo za 1 leto. No? Tako da midva bova pač vključila na zbirni vlogi, da podaljšaš ta ukrep. Je pa kar nekaj sprememb. Ne? Sprememba je ta, da se bo zdaj ta ukrep nekako imenoval dvostopenjski VTR. Zakaj? Zato, ker bojo kmetje lahko kosili tudi 20 dni prej. To je pa čisto odvisno. Monitoring kosca bojo pelali teli dobsovci in oni bojo ta monitoring kosca izvajali in tam, ko bojo videli kosce, da pač gnezdijo ali se prehranjujejo, pač da tam so, bojo kmetje lahko kosili tako kot do zdaj, to po 1.8. Če bojo pa videli, da na teh gerkih recimo kosca ni, boste lahko pa kosili že 20 dni prej, po 10.7. Samo midva recimo ne bova mogla vedeti, kdaj boš ti kosil, ker boš dobil obvestilo od Agencije za kmetijske trge šele konec junija. Super. Bomo obveščen iz strani agencije. Ja, tako da, ko boš sem prišel, pač bova pokljukala, da boš šel z VTR-jem naprej. Samo kdaj boš kosil, boš pa mogel počakati na dopis od agencije. Pa boš oni bojo pač dopis poslali vsem kmetom, ki so v VTR-ju in to za vsak gerk posebej. Ni nujno, da bo imel kmet na enem gerku košno 1.8, na vseh gerkih recimo 1.8. Lahko da imel en območje gerkov, ki bo lahko kosil 10.7. Ti imaš en gerk, tako da. Tako da bom pa, to se pravi, toliko prej obveščen, to se pravi, koliko prej, ki veste, koliko? Ja, rekli so nam tako konc junija, tako da jaz mislim, da je čisto dosti cajta, konc junija, prve dne julija, ne. Glede košnje, pa kako? Pol potonavljam? Ja. Košnja je zdaj tako, kot sem rekla, ali 1.8. ali 10.7, odvisno od prisotnosti kosca. Pol je pa druga razlika letošnjega leta, je pa tako, da do zdaj sta bila 2 načina košnje. Si lahko kosil iz ene strani na drugo, ali pa iznoter na ven, to veš, ne? Zdaj letos je pa na novo, je pa tretji način košnje, ki pa puščamo nepokošeni rešilni otok. Lahko pogledava na gerk tvoj. Ta tvoj gerk je res perfekten šolski primer. Meni zelo všeč 3 hektarski travnik. Kaj to pomeni? Ti boš recimo, če bi se odločil za ta rešilni otok, bi kosil od zunanjega dela travnika na noter. In noter bi pač pustil ta rešilni otok, kjer bi se te kosci pač skrili. In pol bi šel domov, kamorkoli, Kdaj ga pa pokosiš? Šele po 3 dneh po glavni košnji travnika. Kar moraš vedeti, po 3 dneh ga lahko pokosiš, najkasneje pa do 15.10. takočega leta. Ni nujno, da greš po 3 dneh po glavni košnji kositi, ne? Sam mora biti pa pokošen do 15.10. Tako, ja. Kaj je še kle pomemben? Je seveda dodatno plačilo na to. Kdaj ga boš pa pustil? Spet odvisno od dopisa. Ali boš kosil 10.7, pa ga boš po 3 dneh pokosil, ali pa po 1.8. To je spet odvisno, ne? Glede plačila, kako smo rekli? Glede plačila je pa takole, ostaja enako kot do zdaj. To je pač, temu se zdaj reče nekako upravljavski del, ki vključuje to košnjo, pač ti moraš do tega datuma, ki bo določen, ne boš smel pokositi, pa način košnje, ki si ga boš zbral sam. Imamo 3 načine, to, kar sem že prej povedala. In ta plačilo je, koliko je že 349, pa še nekaj evrov, kolikor do zdaj. Potem je pa zdaj še na novo letos, se reče pa rezultatski del, ki je pa dejansko speljan na to, na tisti del gerka, kjer je kosec. Pač tam, ko kosca ni, ne boš mogel tega rezultatskega dela dobiti, tam, ko pa kosec je, bojo pa oni spet gledali, a se kosec prehranjuje na določenem delu gerka, ali gnezdi, ali je pa zgoščena populacija. In ta rezultatski del je vezan samo na tisti določen del gerka, kjer ta kosec je. So pa plačila kar dosti velika, tako da
To pa v bistvu sploh ne boš vedel. Vedel boš, da kosca imaš, če boš kosil po 1.8. in vedel boš, da boš tudi upravičen do plačila tega dela za rezultatski del. No. Kaj bi ti šlo? Nekaj smo še govorili o puščanju unih pasov, ki ga nekaj še nisem veljavljal. Super. Če se bi dali tudi to kaj, Super. pa kakšen je plačil še pol glede tega? Zelo dobro vprašanje. VTR pas, to pomeni nepokošen pas, izbirna zahteva, nisi ga verjetno še uveljavljal, ja? Še zaenkrat, če ne? Zaenkrat, če ne, no lej, če se boš letos odločil, to je zelo super. Seveda na tem tvojem gerku, ki je to lep šolski primer, lahko pustiš tudi pas, nepokošen. Kaj pa pomeni? Ta pas mora biti velik v velikosti od 5 do 10% površine gerka, ker to je, ker je celoten gerk 3 hektarski. Ampak pokositi ga moraš pa spet, ne v tekočem letu, kakor ta rešilni otok, ampak šele naslednje leto. Moram pustiti. Ja, ker pa spet ne veš, kdaj boš kosil, ali bo to 1.8. ali bo 10.7., ampak po tem datumu. To pomeni, da ta nepokošen pas ostaja na gerku celo leto. Ja. Je pa dodatno plačilo, seveda spet 45 € na hektar, tako da v tvojem primeru bi to kar bilo 150 €. Ja. 50 €. Naslednje leto, ko pa ta pas spet pušam, je ga treba pa drugje. Tako, vedno pa menavaš, ne more biti na istem. Naslednje leto boš recimo ta pas pokosil, pustil pa hkrati spet novega, ki bo spet eno leto na gerku. Ne? Ja. Kaj bi še rekel, ti tazga? Tvoje obveznosti mogoče, to da ti povema, ne? Pač obveznosti kot do zdaj, vodenje evidenc o delovnih opravilih, to jih vodiš, daj se kosi, daj se sprav. Pa način košnje. Način košnje, bravo. In zdaj, če boš še tale nepokošen pas, rešilni otok, pustil, dodatno je treba na skico pač obrisati, kje je, a ne? Pa določiti datum. Tudi lahko napišeš gor, seveda, ja. V bistvu se ga ni treba kositi, no. Ni ga treba kositi, ampak lahko pa napišeš, daj si ga pa pokosil, čisto za lastno evidenco. Ti moraš v glavnem na skici imeti narisan, da je ta otok kle. Isto velja za pas, če ga bova pustila, ne. Pač to leto je kle, ne. To pa, kjera obveza je še tvoja, vodenje evidenc, te skice pa seveda obvezno izobraževanje. To pa vsak let moraš iti, ne. Ja, pa držati se moraš seveda časa košnje takrat, ko ti bo pač predpisano iz strani agencije, ne? Ja, te kontrole se je, da vemo, ponavadi. Tako da jaz ti res predlagam, Tine, da greš letos v ta otok, da vidimo, če bo seveda, ne, če boš hotel, no, pa v ta pas, zato, ker to je v bistvu zdaj to delava samo za eno leto. Drugo leto gremo v novo politiko in se bo lahko na novo pogovarjali in jaz mislim, da bi bilo zate čisto v redu, da to sprobaš. Zakaj pa ne? Vredno. Zgubiti nimam kaj. Zgubiti nimaš kaj. Zaenkrat mislim, da bi bilo... Super.